Živijo in lep pozdrav, dobrodošli vse poslušalke in poslušalci na podkastu Umetnost lenarjenja. Danes je ena prav posebna epizoda iz večjih pogledov. Prvič bo v obliki nekega monologa, ker danes nimam gosta. Drugič, to je epizoda, za katero sem najbrž namenil največ časa študiju, dejanskemu pregledu literature, branju člankov. In tretjič je epizoda, ki nosi clickbait naslov. Najbrž poznate podobne naslove iz kakšnih spletnih objav, 6 lastnosti uspešnih ljudi, 5 skrivnosti za mlado kožo in tako naprej. Tele naslovi v obliki seznamov se zelo, obnesejo, ker ustvarijo nek suspens. No, upam, da mi oprostite, ta suspens sem tudi jaz uporabil, zato da mogoče pritegnem kakšnega gosta več, in sicer s tem podcastom epizodo, ki je naslov 3 navade dolgoživečih ljudi. Kot sem že omenil, sem porabil kar dosti časa za pregled literature, torej to ne bojo 3 navade, za katere jaz osebno mislim, da so v redu za dolgo življenje, niti 3 navade, za katere sem, razbral na forumih, pa blog postih, da so v redu. To je dejansko govorimo o smrtnosti za vse, angleško se reče all cause mortality, jaz bi to prevedel kot smrtnost iz vseh vzrokov. In to, kar vam bom povedal, je na osnovi znanstvenih člankov in raziskav. Tiste, ki vas več zanima o tem, pa bom vse te raziskave, o katerih govorim, tudi polinkal spodaj v description, opis te podcast epizode. Potem pa predlagam, da s tem kar začnemo in vas še enkrat lepo pozdravljam. Hvala, da mi delate družbo in uživajte v poslušanju. Za začetek se ustavimo za trenutek pri sami statistiki oziroma preučevanju smrtnosti. Kako je lahko nekaj opredeljeno kot relevantno pri določanju smrtnosti iz vseh vzrokov ali all cause mortality? Ker to je v resnici kar težko najti neko stvar, ki na ta način podaljšuje življenje oziroma znižuje smrtnost. Namreč najlažje je smrtnost študirati v enih zelo specifičnih situacijah. Recimo imate neko študijo, v katero vključite 100 bolnikov, ki so imeli pljučnico povzročeno z bakterijo streptokok pnevmonije. Se pravi, točno določeni bolniki, točno določena bakterija, in zdaj gledate, koliko je vplivalo recimo zgodnje antibiotično zdravljenje na preživetje. Na ta način si zelo dobro definirate vzorec in nekako izločite stran vse moteče dejavnike, ki vam lahko mešajo statistiko. Ker če bi zdaj recimo rekli, v redu, mene ne zanima ta zelo omejena skupina, jaz hočem dejansko ugotoviti, kakšen vpliv ima zgodnje antibiotično zdravljenje na celotno smrtnost v populaciji, bi kar naenkrat dobili mnogo manj relevantne rezultate. Mogoče bi nekateri te bolniki iz naše raziskave preživeli, ravno zaradi tega, ker smo aplicirali antibiotik zgodaj, ampak bi na poti domov iz bolnišnice jih recimo zbil avto. Ali pa bi 2 leti kasneje zboleli za rakom in bi zaradi tega leto dni kasneje umrli. Se pravi, vidite, tukaj je veliko enih faktorjev, ki jih je treba upoštevati, ki jih statistika sicer zna upoštevati, se pravi, da preučuješ približno enako populacijo skupin, se pravi, da nimaš v eni skupini zelo stare, v drugi zelo mlade in tako naprej. Pa še kup enih hakeljcev, izračunov, s katerimi se izloči moteče dejavnike. Potem je tu še ena druga statistična zanka, ki vam je najlažje kar na primeru ponazorim. Ena raziskava je pokazala, da tisti Američani, ki si lastijo konja, živijo dlje. In tu je ena predvidena povezava, zelo simpatična, da so konji tako krasne živali, ki svojo empatijo in svojo toplino in svojim prijetno prezenco vplivajo na človeka tako pomirjujoče, da živi dlje. Dejanska povezava pa je bila seveda malo drugačna, in sicer tisti Američani, ki si lahko privoščijo lastnega konja, si lahko privoščijo tudi zdravstveno oskrbo oziroma zavarovanje, kar veste, da tam ni zelo samoumevno. Se pravi, to je zelo pomembna stvar, ko se pogovarjamo o statistiki, da povezava ne pomeni tudi vzročne povezave, ali po angleško correlation does not mean causation. Če bi pogledali graf števila piratov na svetu in pa graf povprečne temperature sveta, bi videla, da sta obratno sorazmerna. Pirati upadajo,
medtem ko temperatura porašča. In vam povem, da iz tega ne bi mogli zaključiti, da pirati slabše uspevajo na višji temperaturi, ampak je to zgolj naključje. Če pogledamo graf, izgledata povezana, nista pa vzročno povezana. Jaz upam, da je to razumljivo. Se pravi, kako sem se jaz lotil te epizode? V bistvu sem pogledal v strokovno literaturo, brskal članke in gledal predvsem tiste, ki obravnavajo, se pravi, ta all-cause mortality in generalno smrtnost. Bi pa tukaj povedal eno pomembno stvar. In sicer ne gre samo za dolgo življenje. V bistvu mora biti življenje dolgo in kvalitetno. Brez veze je, da delamo nekaj, da bomo pač čim dlje ležali v posteli. Se pravi, te 3 navade, lastnosti dolgoživečih ljudi, ki vam jih bom danes predstavil, za vse 3 se mi zdi, da lahko tudi povečajo, ne samo da podaljšajo življenje, ampak tudi večajo njegovo kvaliteto. To gre drugače večinoma z roke v roki. No, zdaj, ko poznamo te osnovne hakeljci in nevarnosti statistike, lahko pa tudi začnemo. Prva navada dolgoživečih ljudi je optimizem. In zdaj, preden kdo zapre to epizodo od osladnosti in kiča, v smislu, ja dejno, zdaj nam bo pa govoril, da pozitivne misli rešujejo življenje, sam poslušajte, da vam predstavim eno teorijo, potem pa 2 zanimivi raziskavi. Martin Seligman je en ameriški psiholog, ki je napisal oziroma naumil tako imenovano Theory of Explanatory Styles. Po slovenski bi jaz to prevedel kot mogoče teorija ali pa način razlage pozitivnih in negativnih zadev, ki se nam dogajajo. Gre za nek način, kako si interpretiramo dogodke. In ta način razlage, ki ga ima vsak svojega, ima 3 dimenzije. Prvič, lahko si razlagamo kot zunanje ali notranje. Drugič, lahko si razlagamo kot stabilno ali nestabilno. In tretjič, kot globalno ali specifično. Če dam primer. Pride nek izziv, neka motena stvar, ki nas pretrese in nam ni v redu. Recimo, pridemo na semafor in je rdeča luč ravno, ko zavijemo za vogal in vemo, da se nam že itak mudi v službo. In zdaj gremo čez te 3 dimenzije. Prvič, lahko gremo na notranje, v smislu, za vse sem sam kriv, ali zunanje. Lahko si rečemo, jaz sem šel prepozen iz službe, jaz sem tle zavil, če bi mal prej speljal, bi prišel čez rdečo luč. Ali pa zunanje, v smislu, lej, ta semafor je tukaj in neodvisno od mene se prižiga in ugaša in slučajno je rdeč. Druga dimenzija, stabilno. To bo trajalo za vedno, joj, ta rdeča luč nikoli ne mine. Ali nestabilno. Ta luč je trenutno rdeča in se bo, tako kot vse v življenju, spremenila. In tretja dimenzija, globalno. Ta rdeča luč, ta težava bo porušila vse. Zamudil bom v službo, šef bo jezen, izgubil bom službo, zato ne bom mogel odplačati kredita, zato me bo pustila žena, zato bom umrl na ulici in tako naprej. Na drugem polu globalnega pa je specifično in sicer ta težava, ta trenutek je samo ta rdeča luč, omejena je na te trenutne okoliščine in na čisto nič drugega. Zdaj mogoče že vidite, kako je nekako optimist tisti, ki bo upošteval, se pravi, zunanje nestabilne specifične okoliščine, se pravi, ne bo gledal samo nase, ne bo se mu zdelo, da za večno traja in težavo bo omejil na dejansko težavo in je ne bo razpletal v grozljive proporcije. To sem samo hotel povedati kot zanimivo teorijo in tudi zato, ker se malo navizuje na prvo raziskavo, ki jo bomo zdaj pogledali skupaj. Ta raziskava je bila opravljena na Mayo Clinic leta 2002, objavljena v članku dr. Maruta s sodelavci. Gre za 447 bolnikov, ki so izpolnili obširen vprašalnik, oziroma 2, kot boste videli, nekje med leti 1962 in 1967 in potem ponovno 30 let kasneje. Se pravi, v bistvu ni res, da je bila raziskava opravljena leta 2002, takrat je bila končana, oziroma takrat je bil napisan članek. Trajala pa je, kot vidite, longitudinalna študija 30 let. Glede na ta specifičen vprašalnik, kjer ocenjujejo koliko je človek, kje človek je na spektru pesimist, optimist, z vprašanji kot so
mislim, da je prihodnost zelo zaskrbljujoča in podobno. In s tem vprašalnikom so razvrstili teh 447 bolnikov v 3 skupine. Izolirali so oziroma opredelili so 101 optimistov, 272 mešanih profilov in 74 pesimistov. Če se navežemo naprej, se pravi optimističen način interpretacije dogodkov glede na Seligmana je torej za to težavo nisem jaz kriv, ni večna in je omejena na trenutne okoliščine. In na tak način so delovali te ljudje, ki so jih uvrstili med optimiste, oziroma z vsemi temi vprašanji v vprašalniku so lahko nekako opredelili, kdo bolj paše v to skupino. Zunanje, nestabilno in specifično. Pesimističen način pa bi bil, za to težavo sem kriv samo jaz, tukaj je zavedno in zaradi nje bo vse narobe. No, poleg tega vprašalnika, ki je opredelil osebnosti teh preiskovancev, so izpolnili še SF36 vprašalnik, to je preprost vprašalnik o kvaliteti življenja, ki med drugim zajema tudi 8 področij zdravja. In sicer zajema fizično funkcionalnost, telesne omejitve v življenju, psihične omejitve v življenju, prisotnost kronične bolečine, splošno prepričanje o svojem zdravju, vitalnost, socialno delovanje ali počutje in pa ocena splošnega psihičnega zdravja. No in rezultati v čisto vsaki od teh 8 skupin so bili bistveno slabši v pesimistični skupini kot v optimistični ali mešani skupini 30 let kasneje. Torej, dokazali so nekako, da se kvaliteta življenja je izboljšala pri ljudeh, ki so skozi življenje hodili bolj optimistično. Zdaj boste morda rekli, dobro, tukaj pa res niso tople vode odkrili. Absolutno, najbrž se vsi strinjamo, da tisti, ki bodo bolj optimistični in se bolje odzivali na stresne okoliščine, bodo bolje tudi ocenili svoje življenje in da se jim bo kvaliteta morda izboljšala. Ja, zdaj, za skeptike in za cinike, ki se bojo na komentarje v smislu bodi bolj dobre volje, bodi bolj optimističen odzvali, pa pust me, se nič ne pomaga, včasih prav pride, da imaš dejansko študijo narejeno, ki to tudi dokazuje. Ampak kot ste zdaj mogoče dojeli, še nismo prišli do samega vprašanja smrtnosti. Ti ljudje so 30 let kasneje očitno bili vsi živi, ne glede na to, koliko so gledali na pol prazne ali pol polne kozarce. Tako da gremo še na naslednji članek oziroma raziskavo. Ogromno enih raziskav je, ki so povezali recimo depresijo z večjim tveganjem za krvožilne bolezni in obolenja. Ni bilo pa nikoli toliko poudarka na pozitivnem odnosu in optimizmu in vplivu tega na krvožilni sistem. In zato je zanimiva raziskava, ki jo je leta 2004 objavil dr. Eric Giltay s sodelavci. In ta raziskava je preiskovala 999 Nizozemcev v starostni skupini 65 do 85 let. Te ljudje so izpolnili en validiran vprašalnik s 5 podskupinami, in sicer zdravje, samospoštovanje, morala, optimizem in socialni kontakti. Ta raziskava je trajala 9 let in v tem času so spremljali vseh teh slabih 1000 ljudi v študiji ves čas. Ugotovili so, da so tisti, ki so imeli več nagnjenosti k optimizmu, se pravi spet so izolirali nekako karakterne značilnosti teh ljudi, tisti, ki so bili bolj optimistični po naravi, so imeli manj tveganja za krvožilne zaplete in smrtnost. In so zaključili, da obstaja protektivna povezava med optimizmom in smrtnostjo v višji starosti, in sicer predvsem na račun kardioprotektivnega učinka. Se pravi, tisti, ki so bili bolj optimistični, so živeli dlje, in sicer največ na račun tega, da so imeli bolj zdrav krvožilni sistem, manj zapletov kot so infarkt, ateroskleroza, visok krvni pritisk. Zdaj se pa ustavimo za trenutek in pokomentirajmo najdbe oziroma kaj smo se zdaj naučili iz teh 2 raziskav. Prvo vprašanje je, zakaj pride do te povezave? David Hamilton je en bivši biokemik oziroma pač biokemik po izobrazbi, ki je včasih delal v farmacevtski firmi, ki je razvijala zdravila za raka,
potem pa, ker ga je toliko impresiral ta placebo učinek, nekako čisto zapustil to delovišče in zdaj piše knjige, predava na temo povezave med umom in telesom. On je v svoji knjigi, ki se imenuje Kako zdravi telo ali How the Mind Can Heal the Body, ki je sicer zanimiva knjiga in jo tudi priporočam, raziskoval ta učinek optimističnega načina razmišljanja in je nekako zagovarjal, da pride do teh sprememb pri daljšem življenju in bolj kvalitetnem življenju tudi na račun dejanskega vpliva misli na imunski sistem. Ker naše misli dejansko imajo ogromno moč. In to dokazuje ta placebo učinek, da lahko ti nekomu daš zdravilo proti bolečinam, mu jo daš 3 dni, potem pa skrivaj zamenjaš za placebo in človek bo še vedno poročal, kljub temu, da zdaj je samo tableto sladkorja, da ga manj boli, ker bodo možgani asociirali to tableto z lajšanjem bolečine in sprostili tudi notranje čisto endogene protibolečinske substance. Se pravi, ja, morda je dejansko vpliv misli na naš imunski sistem in na našo vrednost krvnega pritiska tako izrazit, da človek zaradi tega lahko živi dlje. Seveda pa je tukaj spet primer konja in daljšega življenja, se pravi, ali je res poanta v tem, ali pride do neke druge povezave, kot pri primeru Američanov, ki so dlje živeli, ker si lahko privoščijo zdravnika. Namreč optimist se bo na drug način spopadal z izzivi v življenju zaradi svojega načina razmišljanja, kot smo prej rekli. Ne bo obupaval, ne bo posplošil neke težave na celoten svet. Če živimo na tak način, v resnici si sami sebi lajšamo stres. Da pride neka težava, pa rečemo, v redu, težava je tukaj, prišla je, kaj bom zdaj, se pravi, kako se najbolje reagiram. Mogoče bolj gledam na to težavo kot izziv, namesto kot neko hudo težavo, ki je neobhodna. Mogoče si namesto, da si ob težavi rečemo, jaz ne bom zmogel, v glavi rečemo, jaz lahko zmorem vse. In na ta način, ta samozavest, ta pogon, ta način življenja sam po sebi vodi v manj depresije, manj stresa, več motivacije in najbrž posledica vsega tega v daljše življenje. Ali je, se pravi, vpliv optimistov in njihovega načina življenja na smrtnost posledica moči misli, ki dejansko spremenijo naše telo in naše hormone, ali pa je posledica njihovih, načina obnašanja in življenja, ali pa je mogoče kombinacija obojega, je odprto vprašanje, vam pa zaupam eno zanimivo in prijetno resnico. Za nas, zame pa za vas, to nima veze. Vseeno je. Meni je čisto vseeno, če bom jaz živel nekako optimistično gledal na svet, z zagonom, z motivacijo in bom živel zdaj zaradi tega dlje, pa briga mene, a je to zato, ker so moje misli nižale nivo kortizola v nadledvični žlezi, ali je to posledica vseh odločitev, ki jih delam in so zato bolj prijetne in bolj mirne. Meni je to vseeno, mogoče to je seveda zanimivo za akademike, za nevroznanstvenike, naj oni to raziskujejo, koliko misli dejansko spremenijo telo. Ampak, a vidite, če je končna faza, če je končni rezultat daljše in kvalitetnejše življenje, pa jaz nimam kaj izgubiti. In kaj želim povedati iz te prve navade, da se počasi približujemo koncu prvega dela, je to, da s tem, ko se motivirate, ko se kdaj prisilite, se dobesedno brcnete v rit, da ne bi padli po tleh, pa se zjokali ob tem, ko ti gre en dan recimo vse narobe, in si rečeš, jaz bom danes gural, jaz bom močen, jaz se bom prisilil, evo, bom zrihtal vse sem sposoben. S tem delate ene zelo pomembne spremembe, tako na nivoju nevronov in možganov, kot tudi na nivoju nekega obnašanja, ki vodi v lažje in lepše in daljše življenje. To se mi zdi kar dober zaključek za to prvo navado in nas zdaj čakata še 2. Tako da, če smo se zdaj karkoli naučili, da zdaj bomo optimistično rekli, wow, še 2 sta ziher, sta še bolj zanimivi. Gremo k drugi navadi dolgo živečih ljudi. Jaz imam eno mantro. In sicer je to mantra, ki si jo zelo velikokrat ponovim v službi, kadar imam zelo veliko dela, kadar se recimo v nekem dežurstvu blazno zagusti. Jaz delam v kliničnem centru, sem specializant infektologije
dežuram na infekcijski urgenci in infekcijski intenzivi, seveda pod nadzorom, ker sem še specializant, nisem še specialist. In sploh na urgenci, pa tudi v intenzivi se kdaj zgodi, da se nam enostavno zdi, da nas bo količina dela pokopala, da ni konca. Ko nekaj rešujemo, pride nekaj drugega, ob tem nam zvoni telefon, ob tem nas nekaj sprašuje sodelavec, ob tem, se pravi, nekako težko se je ustaviti in težko je, če se navežem naprej, ostati optimističen, čeprav vam povem, da v tistih izmenah se mi zdi, da mi čisto nič na svetu ne more pomagati, da bi imel dolgo življenje, ker se mi zdi, da sem v takem stresu. No, ta moja mantra takrat je en korak na enkrat. Ne vse hkrati, ni vse pomembno, en korak na enkrat, pa pridemo dosti daleč. No, in izkazalo se je, da je pa več korakov kot je, bolje za nas. Jaz sem si za nekje 30. rojstni dan sam sebi kupil pametno uro, ker še ni dovolj ekranov, če ne morem gledati na telefon, pa vsaj lahko gledam na uro. No, in ta ura moja ima tudi eno funkcijo štetja korakov. In vam povem, da meni se je to štetje korakov vedno zdela najbolj neumna stvar. Se spomnim, enkrat sem bil na obisku pri enih znancih, sorodnikih in je ena gospa starejša je vstala in je rekla, jaz moram pa na sprehod, je pogledala na uro, ona je imela že takrat pametno uro in je rekla, danes še nisem na svojih 5000 korakih. To je bila gospa, ki je delala v eni farmacevtski firmi, večinoma sedeče delo. In meni se je zdel, mislim, kaj pa zdaj, če nisi, a zdaj bo pa to kaj spremenil? Mislim, kar se mene tiče, če ste mene vprašali, obstaja šport in obstaja pač ne šport. In pač iskreno meni se je zdel, lahko grem v fitness, lahko grem laufat 1 uro, lahko grem plavat, se prešvicam, se zmatram, se zgonam. Naredil sem nekaj za svoje telo, za kondicijo, za mišice, ampak mislim, hoja, pa kaj, to je najbolj samoumevna stvar. Pač hodil bom natanko to, kot rabim in nič več. Šel bom v službo, v službi v bolnici bom hodil od bolnika do bolnika, če bom lahko bom pol sedel, šel čez dokumentacijo, šel na kosilo, ampak zakaj bi pa zdaj zvečer, dobro, drugo je, če se zmeniva z ženo in rečem jaz, Ester, da peva na en sprehod, pa se imava super, ampak zakaj bi se jaz zdaj silil, danes pa še nisem dobil 5000 korakov. No, zdaj vam bom pa povedal eno raziskavo, ki mi je kompletno vrgla to prepričanje na glavo in pokazala, da definitivno ni vseeno, če grem na tale sprehod ali ne. Gre za nedavno opravljeno meta-analizo. To je objavljeno leta 2021, tako da dosti nova. Meta-analiza pomeni analiza večjih raziskav na podobno temo. Recimo v tem primeru so pač prečesali literaturo in gledali vse raziskave, ki so povezovale hojo in število korakov v enem dnevu, vpliv tega na smrtnost. Vključili so 7 različnih raziskav, v katerih je bilo zajetih skupno 28.141 udeležencev in potem nekako skupaj naredili analizo statistike vseh teh ljudi, vseh teh 7 raziskav. Cilj statistične obdelave vedno je, da izključi čim več poljubnih faktorjev, se pravi, da tisto, kar ti lahko moti, povedno statistike vrže ven, potem pa upravlja standardizacije in tako naprej, spet, če vi imate neko raziskavo, kjer gleda, koliko je človek prehodil, pa koliko dolgo živi, pa imate pač v tisti skupini, ki so hodili najmanj, same starejše, mogoče prekomerno prehranjene, tiste, ki že itak cel dan sedijo, v drugi skupini pa večinoma športnike, potem je tukaj težko reči, da je hoja tista, ki je podaljšala življenje, ker je preveč motečih dejavnikov. Ti želiš 2 čim bolj enaki skupini primerjati med sabo, 2 čim bolj enaki skupini, ki se razlikujeta le v tisti spremenljivki, ki jo gledaš, v tem primeru število dnevnih korakov. No, ne bom se spuščal še v večje detajle te statistike, kot sem rekel spodaj, če koga zanima, si komot lahko poklikate in preberete tudi članke, ampak kaj so ugotovili? Smrtnost, se pravi vrednost all-cause mortality spremenljivke, je bila statistično pomembno višja pri skupinah, ki so hodile manj. In šlo je za zelo pomembno obratno sorazmerje, ne kar za nekaj, za par procentov. Več korakov, manj smrti. In če so vzeli 2 najbolj skrajni skupini, če gledamo tiste, ki so prehodili največ, v tej študiji je bilo to 16 000 korakov dnevno,
In če vzamemo tiste, ki so prehodili najmanj, to je bilo 2700 korakov dnevno, so imeli tisti, ki so hodili več, v povprečju 66% nižjo vrednost te spremenljivke, se pravi all-cause mortality, kot tisti, ki so prehodili manj. Zdaj moramo tukaj spet paziti na pogosto past, se pravi povezava ne pomeni vzročnosti. Prej smo rekli o piratih in povprečni temperaturi, pa zdaj sem dal še en primer, se pravi, če imaš v skupini, ki hodi več bolj zdrave, itak ljudi, ki pazijo bolj na svoje zdravje, ne boš mogel reči, da so tukaj koraki tisti, ki so imeli pomemben vpliv. Možno torej je, čisto možno, da so ljudje, ki več hodijo, itak bolj zdravi. Ni pa to vse. In sicer, zakaj? Imam en dober argument. Vam predstavim še eno študijo, tudi meta-analiza. Ta je bila pa opravljena leta 2015, je pa študirala prav intervencije s hojo, ki so trajale vsaj 1 leto. Se pravi, pogledali so literaturo, najdel raziskave, ki so imele vmes neko intervencijo na področju hoje, ki je trajala vsaj 1 leto. Kaj to pomeni intervencija? To pa zdaj ni več opazovalna študija. A ne, to ni tako, da ti rečeš človeku, a lahko prosim ti samo nosiš tole uro in mi bomo pasivno spremljali korake, bojo recimo pri meni spremljali, da sem naredil 8000 dnevno v povprečju in pa bojo gledali moje zaplete na krvožilnem sistemu in kdaj umrem in vse to. Ne, zdaj pa gre za intervencijo, se pravi, vzameš neko skupino ljudi, ki hodijo približno isto in ki so približno isto zdravi, isto debeli, isto stari in razdeliš recimo na 2 in rečeš prvim, v redu, vi boste delali 1000 korakov dnevno, prosim pazite, da ne boste delali več, in drugim rečeš, vi boste pa vsaj 7000, prosim, potrudite se, da to naredite vsak dan. In potem to spremljaš, kot rečeno, 1 leto in gledaš dejansko spremembo, a ne, tukaj pa zdaj izločiš veliko enih teh navideznih povezav, ampak gledaš dejansko spremembo, ki je naredila ta količina korakov na zdravje. Kaj so ugotovili? Statistično pomembno spremembo pri vrednosti tlaka, tako sistolnega kot diastolnega, pri vrednosti frekvence srca v mirovanju in pri odstotku telesne maščobe, pri nivoju holesterola in pri odstotku depresije. Vse navedeno je bilo bolje pri skupini, ki je hodila več. In moram celo povedati, se pravi, kaj to pomeni bolje. Tlak je bil nižji, frekvenca v mirovanju nižja, odstotek telesne maščobe nižji, holesterol nižji in odstotek depresije nižji. In zdaj, da vam povem še eno super novico, večina teh programov, teh študij, ki so jih gledali, niti ni bilo zelo napornih. To ne gre za neke programe, ki vam spremenijo celo življenje in celo logistiko vašega dneva. To gre za, 20 do 30 minut dnevno, en mal daljši, pa niti ne daljši, en povprečen sprehod. In taka razlika. In potem so tudi malo gledali razliko z treningi. Super je, če treniramo. Zdaj govorim pa o treningu, da grem jaz igrati tenis za 1 uro, teči za 1 uro, tisto, ko se res prešvicaš, zadihaš in se počutiš prerojen. Super, to je zelo dober način treninga. Ampak kaj je problem? Problem je, da so ljudje, ki imajo zelo, bom rekel, sedeči življenjski ritem v službi, doma, in potem grejo enkrat na teden ali pa 2-krat recimo za 45 minut v fitness in dvigujejo uteži, 15 minut tečejo, da se ogrejo in si mislijo, da je to nekak prispevek k njihovem telesnem zdravju in kondiciji. Če izven teh 2 treningov večino dneva sediš, boš najbrž imel na dolgi rok bistveno, ampak res bistveno manj prednosti na zdravju, predvsem krvožilnega sistema, kot nekdo, ki se recimo vsak dan sprehodi v službo, pa mogoče ima on manjše bicepse kot ti, ker ti greš 2-krat na teden pumpat tja, ne. Ampak govorimo o vsakodnevnih navadah, ki imajo blazno težo in noro moč. Da vam dam še moj primer. Jaz sem se približno 1 leto nazaj preselil, prej sem imel do službe 5 minut peš, zdaj živim približno 4 km stran od kliničnega centra, tako da, če se usedem na kolo, se vozim 15 minut. No in jaz sem si zdaj v zadnjem letu te kolesarjenja so bila, bom rekel, kakšen dan bistveno bolj, kakšen dan bistveno manj prijetna, pozimi me zebe, kdaj poleti mi je bilo tudi vroče, včasih sem blazno užival, včasih mi je šlo že vse na živce, po dežurstvu se mi ni dalo gnati niti slučajno,
po 24-urni izmeni, ampak sem pač večinoma kolesaril, sploh zato, ker alternativa je pač avtobus in mi vzame na mest 15 minut, 40 minut. No. In zdaj sem nekje okoli novega leta razmišljal, kaj če si jaz kupam uno električno skiro, vse veste, to je tisto, ste ziher že vsi opazili, kako piči po Ljubljani, pa se ne sliši se ga, pa fuli hiter, pa zgleda malo humorno, je pa zelo učinkovito, predvsem tudi še kar nevarno deluje, no. Gre hiter, gre brez nekega truda, niti ni toliko drago, ker sem gledal, no se nisem zelo poglabljal. Jaz absolutno sem se mogel prisiliti, da ne rečem, da se še vedno silim, da si tega nisem kupil. Pa sem sam sebi rekel, pa jaz si bom to nabavil, vse to ne bom skozi uporabljal, to bom občasno, bom šel v službo. Ampak vam povem, če si jaz nabavim ta električni skiro in ga probam in vidim, da se lahko gor postavim in pičim, ne da bi gonil kolesa, bo pač to moj vsak dan, jaz bom vedno hodil s tem v službo. Hitreje je, lažje je, zjutraj se ti ne da športati, če nisi eno od drugih tipov, ki grejo v 5 teč, za katere pa itak so meni mitična, mitološka bitja. In jaz bom pač to, vem, da bom eno od teh krasnih navad, ker jaz zdaj ob vseh projektih, ob vseh dežurstvih, ob dojenčku, ob vsem, kar imam, res ne najdem več toliko časa za te treninge in šport, kot bi želel, ampak ena od mojih najlepših, najbolj krasnih navad, s katerim skrbim za neko bazalno zdravje, je to kolesarjenje. Se pravi, 8 km na dan naredim, tja in nazaj, približno pol ure. In to je ena stvar, ki vem, da mi bistveno prispeva k zdravju in samo zaradi tega nočem niti probati nekih alternativ. Ker to, saj bom vseeno kdaj pa kdaj šel s kolesom, je zelo velika zanka. Eni so res zelo disciplinirani, pa bi se tega držali, ne rečem. Ampak jaz izhajam iz sebe, ker vem recimo, ko sem jaz začel delati na infekcijski kliniki. Infekcijska klinika ima 2 nadstropji, kar je meni bilo top, meni je bilo to super, ker glavna stavba kliničnega centra ima 8 nadstropji. In da greš ti iz pritličja ali pa celo iz prve kleti do 6., 7. nadstropja peš, pač jaz to tudi če grem in pač seveda lahko grem, saj sem mlad, ampak priješ gor tako zadihan, da ti dejansko težko se pogovarjaš, 5 minut preden se umiriš. In sem večinoma čakal tam na lifta ni in tako naprej. No in potem sem začel specializacijo iz infektologije in sem si rekel, koliko dober, evo, zdaj bom pa na kliniki, kjer dejansko mi ne bo treba nikoli s dvigalom, ker imam največ 2 nadstropji, se pravi, če grem iz kleti, je to največ 3 nadstropja, to mi je absolutno noben problem. Vam povem, da je velika manjšina, v manjšini je čas, ko jaz na infekcijski kliniki uporabim stopnice. In to samo zato, ker je tam lift in je na voljo. In si rečem, jaz sem utrujen, in si rečem, doma nimam lifta, tako da itak skozi hodim po štengah, in si rečem, bo hitreje, lažje, lepše, v glavnem. Definitivno se splača opomniti, se splača razviti neke vsakdanje, bom rekel, navade, da malo gibamo, naj bo to hoja, naj bo to kolesarjenje, nekaj minut, kot smo videli v tej študiji, 20 do 30 minut dnevno je že dovolj, da naredi dejansko statistično razliko na smrtnosti. Tako, zdaj, če imate še energijo za 3. navado, bomo šli na zaključni del podcasta. Se pravi, zaenkrat smo ugotovili, da če boste šli dobre volje na sprehod, ste dejansko naredili zelo veliko za svoje zdravje in za svojo prihodnost. Evo, brez podcenjevanja. Še enkrat, kdor mi ne verjame, odprite si študije spodaj in pogledajte številke. In to, da greste za 20 minut hoditi vsak dan, vam bo več pripomoglo, kot da greste enkrat na teden 1 uro dvigovati uteži. Če boste pa to delali z nekim pozitivno naravnanostjo na svet in na življenje okoli sebe, bo pa to sploh fino. In zdaj 3. navada. Moram vam priznati, prvi 2 sta meni prišli pred moje oči oziroma v glavo čist naravno sami od sebe. Se pravi, prva iz knjige Davida Hamiltona, ko sem bral o optimizmu in o moči mislih. Tale študija o korakih sem pa tudi enkrat en krasen članek slučajno odprl na eni poljudni strani, ki se je imenoval zelo nazorno Walking away from an early grave. Se pravi, sprehodimo se stran od zgodnje smrti oziroma prezgodnjega groba. Seveda se mi je pa zdelo, če bom dal podcastu naslov 2 navadi dolgo živečih ljudi, ne bo toliko udarno, kot če uporabim magično številko 3. In sem malo brskal po PubMedu, to je zbirka strokovnih objav, in prišel do enega zelo zanimivega članka, ki me je spomnil na nedaven pripetljaj v službi. Namreč
v infektologi se ukvarjamo tudi z hepatitisi. Hepatitis pomeni dobesedno samo vnetje jeter in veste mogoče, da obstaja hepatitis A, E, B, C, se pravi različni hepatitisi virusni, eni se prenašajo s hrano, drugi s spolnimi odnosi, okuženimi iglami in tako naprej. Imamo v Sloveniji tudi prav posebej specializirane infektologe za hepatitise, ker to je posebej taka bolezen, ki ima specifična zdravila, težje zdravljenje lahko in nekateri hepatitisi, recimo hepatitis B, so celo doživljenjski, se pravi, rabiš neke specialiste, ki te ljudi spremljajo na dolgi rok. No, jaz nisem del te ekipe, sem pa imel na urgenci enkrat enega bolnika, ki je prišel, ker je imel rumeno kožo, bolel ga je trebuh, imel je drisko in sem pri njemu ugotovil hepatitis A, to je virusni hepatitis, ki ga je najbrž dobil na potovanju v Indiji, čeprav vas moram pomiriti, da vam ni treba iti tako daleč, ker A in E hepatitis med drugim so tudi že v Sloveniji in jih včasih lahko dobimo celo od pršuta. Mogoče to tema za drugi podcast. Kakorkoli, ker se ne ukvarjam zelo veliko s hepatitisi in ker to ni zelo pogosta bolezen, sem odprl literaturo, da bom lahko temu bolniku res dobro razložil, kaj mora delati poleg tega osnovnih stvari, da bo pazil na svoje jetra. In tam v literaturi od EASL, to je European Association for the Study of Liver, se pravi velika referenca na področju jeter, sem najdel med drugim izogibanje alkoholu, počitek, ne preveč mastne hrane in vmes je pisalo 3 do 4 skodelice kave dnevno. In zdaj, tisti, ki se boste mogoče razveselili tega, to kot sem se jaz, smo pri kavi. Kava dejansko, meni se kar smeje, ker jaz živim od kave, seveda med drugim obožujem jo, ne samo iz tega stimulatornega vidika, ampak res mi je všeč aroma, res mi je všeč okus. Tretja navada dolgoživečih ljudi je pitje kave. Po kratkem pregledu literature se namreč izkaže, da pozitivni učinki kave nikakor niso omejeni samo na jetra. Zdaj moram takoj narediti en disclaimer oziroma eno posebno opozorilo. Jaz mislim, da pri prvih 2 navadah, se pravi optimizem in sprehodi, če boste to upoštevali, s tem nasvetom ne morem škodovati nikomur. Mislim, da lahko pomaga to čisto vsakemu. Zdaj smo pa pri zaužívanju neke substance in tu moramo biti vedno previdni, ker nič ni čisto samo črno-belo. Lahko, mogoče ne veste, ampak lahko se tudi od vode človek zastrupi, dejansko popije toliko, da mu pade osmolarnost krvi, pade vrednost natrija v krvi, pride lahko do možganskega edema in tako naprej. Se pravi, vse je lahko tudi toksično in na vseh teh člankih, ki sem jih bral o kavi, vedno piše, da je treba seveda upoštevati tudi učinke kave na simpatični sistem in upoštevati, da smo vsi ljudje različni. Moja žena recimo tudi zelo uživa v kavi, ampak če spije 2 pravi kavi, je to za njo dovolj in kmalu zatem lahko dobi v bistvu neprijeten občutek razbijanja srca in hitro predozira. S kofeinom se da predozirati in na fakulteti mislim, da pri toksikologiji, pri sodni medicini so nam rekli, da ljudje, ki so to izkusili, dejansko poročajo, da je bolj neprijetno kot predoziranje z kokainom. Se pravi, tako intenzivna simpatična aktivnost je, da človek res misli, da ga bo razgnalo. Ampak brez skrbi, do predoziranja je zelo daleč, terapevtski interval, če se tako izrazim, kave je zelo širok. Je pa treba zdaj, ko boste me poslušali, ko gremo čez te raziskave, imeti v glavi, da vedno pretehtati proti potencialnim negativnim učinkom, ki jih ima morda kava za vas specifično, to je lahko nespečnost, tresavica rok, nek občutek anksioznosti, občutek razbijanja srca in poslušati svoje telo, ne se siliti. Torej, najprej, pri kavi ne gre le za kofein. Kofein je tista glavna substanca, ki se najbolj ponuja, ampak kava ima dejansko na stotine različnih biološko aktivnih komponent z zelo širokim razponom delovanja. Velika metaanaliza, zdaj boste videli, kaj to pomeni velika metaanaliza, ko vam povem, koliko je bilo preiskovancev, ki je bila objavljena leta 2019 v European Journal of Endocrinology, se pravi zborniku endokrinologov, je vključila 40 različnih raziskav in teh 40 raziskav
je imelo skupaj 3.852.000 preiskovancev. No, in ta metaanaliza po analizi vseh teh različnih raziskav je dokazala sicer nelinearno, ampak obratno sorazmerno povezavo med pitjem kave in skupno smrtnostjo. Poleg vpliva na skupno smrtnost pa so dokazali tudi vpliv na specifično smrti zaradi krvožilnih bolezni, ki so bile nižje, manj jih je bilo, in tudi vpliv na nižjo količino smrti zaradi rakavih bolezni. Dve izjemno pomembni skupini. In najnižje tveganje je bilo ob 3,5 skodelicah kave dnevno za skupno smrtnost oziroma ob 2 skodelicah kave dnevno za smrtnost ob rakavih boleznih. Spet, ne zdaj misliti, da je to intervencijska raziskava, ki je recimo gledala vpliv kave na ljudi, ki imajo že raka, se pravi, da so vzeli ljudi z rakom pljuč in so jim dajali kavo in so oni imeli nižjo smrtnost. Prosim, ne mislite, da vam to govorim. Gledamo neko splošno pojavnost v populaciji in statistično povezavo, se pravi, dejansko vpliv kave na mutacije, bomo tako rekli, ker pač pri raku gre za to. Konkretno recimo, če se vrnemo pri jetrih, ker virusni hepatitisi, ki jih ne zdravimo, kronični virusni hepatitisi, ki jih ne zdravimo, lahko napredujejo do raka, zato so tako nevarni, ker pač so lahko tihi, nemi, ne vemo, da jih imamo, in ko jih odkrijemo, pride že do fibroze jeter ali celo karcinoma. Mogoče tukaj čisto za vmes slučajno omenim, da se lahko greste zastonj in popolnoma anonimno testirati na virusa hepatitis B in C na infekcijski kliniki, sploh tisti, ki ste morda imeli v življenju več različnih spolnih partnerjev. No, če smo pri jetrih, 3 ključni sestavni deli kave, to je med drugim kofein, pa tudi 2 različni kislini, preko pospešene beta-oksidacije nižajo akumulacijo maščob in oksidativni stres v jetrih, in to zavira fibrozo in zavira vnetje. Kronično vnetje, fibroza, vse to vodi v mutacije, vodi v pojav raka jeter. Kot rečeno, pa absolutno ni bilo omejeno samo na to, ampak raziskave kažejo, da je ugoden učinek kave, največkrat priporočajo dejansko med 2 in 4 skodelice dnevno na marsikaterem področju in tudi celo dokazan vpliv na skupno smrtnost, se pravi all-cause mortality. In zato jaz tudi zdaj z veseljem med snemanjem tega podcasta srkam malo kave in se zelo trudim, da je izven dometa mikrofona oziroma da vmes dam pauzo. Če boste pa vmes slučajno slišali kdaj, mi pa tudi lahko oprostite. Ok, pokrili smo vse 3 navade in bi rad povedal še nekaj stvari za konec. Za vse 3 stvari in za vse raziskave bi rad povedal, da to so raziskave, ki dokazujejo povezave. Se pravi, ne pomeni, da bomo s pitjem kave pozdravili svoj povišen krvni pritisk. Ne pomeni, da bomo s tem, da hodimo na sprehod, pa imamo že recimo diagnozo sladkorne bolezni ali pa celo, bog ne daj, raka, da bo ta bolezen izginila. Se pravi, vpliv na dejansko zdravljenje bolezni, to so popolnoma druge raziskave, da bi pač vzel sladkorne bolnike in jih dal hoditi, tudi obstajajo. In dejansko, če smo že pri sladkorni bolezni in rekreaciji, tisti, ki so bolj aktivni, imajo dejansko večjo odzivnost tkiva na inzulin in to pomaga pri vodenju sladkorne bolezni. Ampak da se že malo zapletal. Torej, to so raziskave, ki dokazujejo povezave in nekako s tem vam hočem dati možnost, da se odločite za neke pozitivne in na dolgi rok koristne navade, ki vam bojo pomagale pri daljšem, kvalitetnejšem in bolj zdravem življenju. To kot ponavadi rečejo, jejte dovolj sadja, zelenjave, pite dovolj vode in tako naprej. So to še 3 stvari, ki jih lahko dodam. Probajte gledati na stvari z optimizmom, z zagonom, probajte biti bolj pozitivni, dovolj se sprehajajte in če vam paše, če to vašemu telesu ne hodi narobe, spite 2 ali 3 skodelice kave dnevno. Najboljše je, da v svoje življenje vključimo čim več majhnih sprememb, ki delajo skupno ogromno razliko na kvaliteti in dolžini življenja. Jaz nisem zagovornik ekstremov. Recimo, da zdaj bom pa vzel 1 mesec, pa bom jedel samo sadje in surovo hrano in džuse in se bom kot, detoksificiral. Mnogo rajš enkrat na dan
pojem sadež ali pa 3-krat na teden spijem smuti ali pa pazim, da imam v 4 obrokih na teden res veliko količino zelenjave ali pa da vsak dan pojem eno malo solato in s tem naredim bistven napredek, s tem, da sploh ne bom spuščal v to, kaj si mislim o pitju samo džusa kot edinega hranila, o glikemičnem indeksu in pač tega definitivno ne priporočam. Prav je, da ob težavah poiščemo pomoč, ob pravih velikih težavah, da ne rečemo, jaz bom probal biti samo optimističen in čutimo v sebi hudo žalost, depresijo. Poiščemo pomoč zdravnika ali svojcev ali ljudi, ki jim zaupamo in ločimo neko akutno stisko, ki je huda in ki potrebuje pomoč, od nekega splošnega življenja, ki ga lahko spremenimo na boljše sami in to velikokrat z čisto preprostimi potezami. No, in to je tudi vse, kar sem želel danes povedati. Zmanjkalo mi je člankov, zmanjkalo mi je idej, seveda se bom vrnil naslednjič. Jaz bi se vam res zahvalil za pozornost, zelo sem vesel, da ste tukaj z mano in tega nikakor ne jemljem kot samoumevno, kot vedno pa vam želim čudovit preostanek dneva in upam, da se slišimo tudi naslednjič. Adijo.